Pravljice za lahko noč. Živjo, dragi otroci. Najlepše vas pozdravljajo junaki zanimivih prigod, ki vas bodo morda naučile tudi kaj novega. Zagotovo pa vas bodo napete dogodivščine na koncu vedno varno zazibale v prijeten spanec. Naj se vam čisto na kratko predstavimo. Lahko boste slišali prigodo o kužku Pikiju in njegovih čarobnih besedah, ki jih nesebično deli prebivalcem gozda in vam na lep način pokaže, kako lepa beseda vedno lepo mesto najde in da sta prijaznost in dobrota še kako pomembni. Spoznali boste imenitnega papagaja Kokija, saj si sploh ne predstavljate, kaj vse doživi na razburljivem popotovanju, ko zapusti zvestega prijatelja Mucka Črnka. Konjiček Rjavko vas bo učil šteti in bo z vami ponavljal številke na vse načine, dokler jih ne boste znali čisto na pamet in jih lahko našteli po vrsti, kot bi mignil. Tu je tudi prigoda o igrivem mladem lisjačku Zvitorepku, ki rad ušpiči marsikatero norčijo, a na koncu začudeno odkrije pravo bogastvo, ki mu odslej pomaga zadovoljno živeti v slogi in prijateljstvu. Po vrabčku Čivku, njegovem spoznavanju modrosti letenja, ter v njegovi prijateljici Sovi, ki mu odkrije marsikatero zamolčano skrivnost. O pogumnem ježku Dežku, ki je najprej prav drobcen mladiček, katerega se grdo sposodijo in iz njega nesramno norčujejo prav vsi, potem pa le ta zraste v pravega junaka, ki marsikoga nauči kozjih molitvic. Pa o merjaščku Čekančku in njegovi hitri jezi, ki ga nemalokrat spravi v številne težave, preden spozna, da je potrebno jezo krotiti, se vesti premišljeno in dobro oceniti, v katerem trenutku je najbolj preudarno uporabiti svojo moč. Pa o pajkcu Križku in njegovem neupravičenem strahu o lastnem strašljivem izgledu in njegovem nenavadnem spletanju čvrste mreže resničnega prijateljstva. Pa o mali iglici drobni ribici Bibici, ki kljub svoji majhnosti pogumno reši morske prebivalce Piranskega zaliva. Slišali boste tudi dogodivščino o kravici Ciki iz Bohinjskih planin, ki je samovšečna in vase zagledana, da bi ji težko našli podobno, katera pa na koncu vendarle spozna, da je najbolj pomembno, da si pripravljen pomagati drugim in da ti ni vseeno za svet okrog sebe. Pa o mrljivi kranjski čebelici Sivki, ki se junaško upre hudobnim azijskim sršenom in skupaj s svojimi prijateljicami reši čebelji rod. Pa o smaragdni lepotici, zeleni žabi Kvaki, ki na koncu spozna, da je vedno in vsakomur potrebno pomagati v nesreči, ter da njen največji zaklad ni prelepa smaragdno zelena barva, temveč njeno veliko dobrohotno srce. Poučna je tudi pripoved o belem kozličku iz Drežnice, ki zna ozdraviti marsikatero bolezen in na koncu iz nevarnega snežnega meteža pogumno reši tudi že skoraj izgubljeno kozico Sajo. Pa o nagajivi in prikupni opici Bobiki, ki k nam pripotuje iz daljne Afrike, svojo navihanostjo čisto omreži mladega fanta in v majhni gorenjski vasici začne zganjati takšne nenavadne vragolije in norčije, da si še predstavljati ne morete. Pa o pametnem osličku Trmku, ki nas svojo preudarnostjo in vztrajnostjo poduči, da izrek "Ti si pa resen osel"
Nikakor ne bi smel biti zmerljivka, ampak bi kvečjemu moral veljati za veliko čast in pohvalo. In še bi lahko naštevali. Pridružilo se vam bo še veliko naših živalskih prijateljčkov. Lepo se namestite, kjerkoli že ste, ali pa se do vratu pokrijte s toplo odejico, mirno zaprite svoje očke in nas brez strahu pogumno spustite v svoj sanjski svet. Veselo se nam pridružite in pozorno prisluhnite našim najnovejšim dogodivščinam. Potem pa sladko in mirno zaspite in se varno potopite v osrečujoče sanje.